Ej, Nina je končno prišla, Nina. Dobro jutro, pozdravljena. Dobro jutro. Ajš, dober dan. Ti, poriti te bo treba. Daj, da me malo poriti. Mislim, da so to sanje vsakega moškega, da te da čez kolena in pa nagiriti. Ne, hecam. Nina, naj povem, naj povem našim poslušalcem, da midve ta vikend praznujeva. Ti v soboto, jaz v nedeljo in celih 24 ur bova enako stari. To, noro. Ja. Čakaj, ti imaš pravno... Nedelja. Ja, ampak prav isti letnik sva. Ne, malo sem starejša. 1 leto sem starejša, ampak se pravim, 24 ur bova pa enako stari. To. Ja, super. Čak, jaz bom 8, ti boš 7, ne? Ja. Ne, jaz bom 2, ti boš 3, veš? Ja, no, tako. Mlade, ne? Mlade smo še. A se nama ne vidi? Ne, seveda se nama vidi, ne? Pa škorpionke. Jezus Marija. No, dragi moji, dajmo rajš zamenjati temo, ker prehiter bo staviš tako 2 škorpionki na kupu, pa nemirna kripa. To je najboljša kombinacija. Če vprašaš, mojega sigurno ne. Ampak me pa ena stvar zanima. Kaj si boš letos podarila za rojstni dan? Kaj si bom podarila? Veš, kaj si bom podarila? Letos sem si podarila prost dan. Se pravi, mi imamo v petek koncert v Podčetrtku, tam ostanemo in pa smo frej. In sem v bistvu zelo vesela, ker lansko leto sem nastopala na svoj rojstni dan. Sicer mi je vedno lepo, kadar nastopam na svoj rojstni dan, ampak lani sem bila zelo prehlajena, se spomnim, in zbolela sem. Mislim, da sem še vročino dobila in pa sem imela tako slabo vest. A veš, slabo vest, ker si pa se kar pripraviš za nastop, ne? Ja, seveda. Ampak pa sem nosila posledice še 14 dni, tega se rekla letos, pa si kar vzamem. Si boš prej dan vzela. Pridemo k tebi praznovati, lej. Lahko se tudi zmenva, sicer jaz nisem letos, a veš, da letos prvič nisem imela tako namena praznovati, razen v nedeljo en pohod na Kunigundo, malo pečenega kostanja, ampak glede na vreme očitno tudi to bo. Tako da lahko se pa kaj izmenva pa narediva, evo, skupaj eno feštico, v kleti, malo mošta, malo kostanja. A veš? Dobra kombinacija. Ej, Nina, eno izvenserijsko vprašanje imam iz tebe. Mislim za tebe. Ja. Si namreč edina Slovenka, estradnica, pevka, ki je v 20 letih uspelo priti skozi brez enega škandala. Nobene tožbe, nikoli te niso slikali zgori brez, nikoli nisi pokazala, še s kozarcem penine te nismo videli. Koliko ti rata? Kako ne? S kozarcem penine sem zihar, kje na kakšni sliki. Nisem zasledila. Pa drugače, no lej, se so bile tudi v teh 20 letih tudi kakšne malo bolj slabše novice, take, ki mi niso bili preveč všeč, ampak... škandala ni bilo. Prav škandala ni bilo, pa upam, da ga tudi nikoli ne bo, no. Tako da, kaj ne rečem, ja, jaz sem tudi vedno v spredje postavljala svojo glasbo in tudi, ko sem pred 20 leti začela svojo glasbeno pot kot 16-letnica, ne, takrat v bitki talentov je bila glasba in prepevanje moja največja ljubezen in sem vedno rekla, da zato sem tudi prišla med publiko, publika me je takrat podprla, ne, v oddaji Spet doma in sem bila res neverjetno vesela te zmage takrat. In sem si pač želela vedno dati svoj glas, svoje pesmi in to deliti s publiko. No? Tako da pozitivna biti tudi v življenju, pa bom rekla takim negativnim stvarem, ki pridejo tudi zraven blizu tebe, se probati izogniti oziroma jih dati na stran. Ne? Ker se človek lahko tudi negativne stvari vedno izpostavlja, pa sem včasih naredi tudi malo žrtev, pa ne, ampak jaz vedno pravim, da je treba pozitivo izpostavljati. Ampak te pravično niti ni treba. Veš, eni skrbijo na tak način za promocijo, ti pa se, a sploh še rabiš promocijo, glede na to, da imaš vse razprodano bolj, ko ne? Pa tudi Ivančna Gorica. Halo! Stadion. Da mi povej, feeling. Ej, ful dober feeling. To je pač ja, najboljši feeling bil do zdaj, kar se tiče tega, ko prideš na koncert, ko prideš gor na oder, ko zagledaš pred sabo domačo hišo. Bil je tako lep sončni zahod, točno tak, kakor je še vedno na mojem ohranjevalniku zaslona, ga še kar držim. Ampak to je v bistvu slika, ki je nastala 1,5 leta pred koncertom, ker sem rekla, tako si jaz želim, da bo. In tako je bilo, to je bil lep poletni večer, hvala vsem, ki ste bili z mano tam in nepozabno. Res
neverjeten feeling, a veš, na domačem stadionu. Stadion, kjer sem včasih gledala mojega brata, ki je igral nogomet, pa mojega očeta, zdaj še igram. Gledam, ko igra proti ekipi slovenskih glasbenikov. To je najbolj zanimivo. Veterani nogometnega kluba Ivančna Gorica proti ekipi slovenskih glasbenikov. Si potem tudi napravljena v kako navijaško opremo, pa daš, dejmo oči. Ej, navijam, veš, se tako malo bolj v zadju držim. Aha. Je pa res, da me pa vsi sprašujejo, za koga navijam, ne? Ker dva spremljevalna člana mojega benda sta v ekipi teh slovenskih glasbenikov. Ne? Ampak veš kaj, na domačem terenu se že spodobi, ne? Da za svoje, mislim za očita. Ja, seveda. Jaz se strinjam s tem. A ne? Pa mislim, da tudi poslušalci pa poslušalke. Tudi je res, ampak zanimivo povej, tale tvoja nemirna kri. Ok, dala si zdaj čez že skoraj vse odre, stadion, koliko je pa zdaj, ko imaš opening song za v bistvu nadaljevanko vsak večer na televiziji? Kako je pa to feeling? Ja, to je res moja prva izkušnja, no? Takšna. In je dober občutek, ful je lep občutek. Tako da smo bili zelo veseli tega povabila. Pesem je bila narejena že prej, ampak besedilo pa ne. In ko so nam povedali naslov serije Nemirna kri, smo seveda dobili tudi navdih za besedilo, pa nismo veliko vedeli točno, o čem bo šla serija, kakšna bo točno tematika. Malo smo jih imeli, pa ne preveč, so bili zelo skrivnostni, kar je včasih tudi dobro. Ker potem si lahko tudi malo preveč obremenjen za samo vsebino, pa kaj bo, pa kako bo. Tako da se je po mojem mnenju zelo lepo nekako poklopila pesem skupaj s serijo, sama vsebina in tudi odzivi so res fajn, res krasni. Pesem smo tudi igrali na naših koncertih v poletnih mesecih, vse od mojega stadionskega koncerta, pa vse do danes, vedno jo igramo, bilo je eno tako lepo presenečenje tudi za publiko na koncertih. In odzivi so res krasni, no upam, da so jo tudi lepo sprejeli vaši poslušalci in poslušalke. Danes se je vrtela že dvakrat, naprimer, pa verjetno se še bo enkrat do konca dneva. Me pa samo ena stvar zanima še, albumi. Tam imam enega, Nina. Zadnjega? Ja, ampak jaz hočem imeti pa zdaj zadnjega. Ej, dobiš ga takoj, ko boš še topu iz pečice prišel, ampak se pa res zelo veselim, to sem si pa jaz želela podariti v prvi vrsti sebi za 20 let, potem pa publiki in vsem, ki me radi spremljajo in me spremljajo že teh 20 let, ker so koncerti tako zelo zaznamovali mojo glasbeno pot, vse od začetka pa do danes. Jaz sem si vedno ob sebi želela imeti spremljevalne glasbenike, band, o tem sem sanjala kot najstnica takrat v svoji sobi, ko še nisem vedela, da bom sploh res nekoč pevka. Takrat sem pela samo za svojo dušo. In zdaj poješ tudi za našo dušo? Zdaj, ja, lepo slišati, upam. Drugače pa ja, jaz sem si želela ob 20. obletnici izdati svoj prvi album v živo. In to v živo z koncerta, velikega stadionskega koncerta v moji domači Ivančni Gorici. In glede na to, da jaz res obožujem pač koncerte v živo in tudi poslušam, najraješ poslušam albume v živo, teh svojih najljubših izvajalcev, sem rekla, kako je to možno, da jaz v 20 letih sploh še nimam albuma v živo z katerega koli koncerta. Kdaj bo? Zelo kmalu, evo. In to soboto bo pravzaprav album prišel ven v digitalni obliki, na vseh digitalnih platformah. Upam, da se bo naložil vse do takrat, vsaj na kakšen nivo, ne? Nisva zadžinksala. Drugače pa pride potem še album v fizični obliki, CD in to dvojni CD, se pravi v enem albumu bosta kar 2 CD-ja, ker je bil koncertni repertoar kar dolg. Potem pa pride še v bistvu dvojna vinilna plošča. Za vse ljubitelje poslušanja vinilne plošče, gramofonov in tako naprej. Jaz sem ena izmed njih. Nina, preveč informacij je bilo. Jaz imam rojsten dan, pa zdaj bom tudi povedala, kaj si želim za darilo. Jaz bi imela kar Ninino vinilko. Evo, idealna priložnost. Sem slišala. Smo slišala. Tako. V glavnem, v redu. Morava povedati še enkrat, da za rojsten dan si sicer frej, ampak en dan pred rojstnim dnevom si pa kje. Ja, to je pa že ta petek, ne? Ja, ta petek prihajamo v športno dvorano v Podčetrtek. To je pravzaprav eden izmed naših zadnjih dvoranskih koncertov v letošnjem letu, potem še 15.11. dvorana Tabor me čaka. In potem veseli december, praznovanje na prostem, koncerti na prostem in seveda, bom rekla, vrhunec pa zaključek moje 20. obletnice, ki me je
spremljala v letošnjem letu, še vedno me spremlja, seveda. Ne moram verjeti, da je že 20 let minilo. Ej, pa postarala se nisi, ama ništa. Razen barva las je druga, evo. Ej, zdaj ti bom pokazala malo, veš. Jaz jih nič ne preveč ne barvam, ampak jih je že kar nekaj, tistih ta srebrnih, ne samo ta sivih. Čakaj, moram približati. Ampak to prije, prvi je bil pred 30 je bil prvi, ne. Tako da zdaj se malo stopnjujem, ampak to je lepo. Drugače pa hvala za kompliment, ne. Enako in veš kaj, toliko mi je lepo tudi, da smo povezani že vseh teh 20 let, ne, Ja. tudi na vašem radiju. In jaz takoj podpišem še vsaj za naslednjih 20. Če ste vi za. 2x20, ampak Nina, zdaj imam pa jaz tako. Za najin rojstni dan Ja. bova midve zdaj podelili 2 vstopnici za početrtkov koncert. Super, dajmo res. Napište mi SMS Fantasy Nina in pa vaše ime in primek na 041 300 300 in lahko da bosta prav 2 brezplačni vstopnici za koncert Nine Pušlar v početrtku že ta petek vaši. Tako da jaz mislim, da glede na to, da midve skupaj praznujeva, je lepo, da tudi deliva to srečo z ostalimi. Res je. A imamo kakšno nagradno vprašanje ali samo kdor se javi? A bi imela nagradno vprašanje? Eno, ker ni daj. pretežko. Ajde. To, kar smo povedali. Katero obletnico svoje glasbene poti praznujem v letošnjem letu? Evo, še to napište zdaj v SMS. Se pravi, Fantasy Nina, pa katero obletnico praznuje Nina letos. Se pravi, 041 300 300, Fantasy Nina, številka, vaše ime in primek na 041 300 300. Zdaj pa Nina, hvala lepa, Janko že čaka tukaj, trka po vratih, je cel nestrpen, ker mora priti na šiht. Ko me čakam, da ga vidim. Midve pa greva, a bi šla malo med vojake danes pogledat? Peva. Poleteti s helikopterjem. Si upaš? Upam si, samo ne vem, če imam čas. Ej. Ej, pa s helikopterjem te bomo hitreje dostavili kam, a veš? Ja, to je pa res. Ej. To je pa res. Vidiš? Ej, dobra ideja. Praktika. Dobra Lej, ideja, Šuš. Saj veš, mava midve to. Nina, še enkrat hvala za obisk in pridi spet k malu. Pridem, hvala tebi.